13. novembra ob 11. uri je na Mestnem trgu v Konicah potekalo že tradicionalno Martinovanje 2010 v organizaciji Centra za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Bogata izbira vin in različnih izdelkov domače obrti na stojnicah so goste iz domačega kraja in iz okolice razvajali svojo pestro ponudbo. Za dobro vzdušje so v spremljevalnem programu poskrbeli ansambel Toti Štajerci, harmonikarji Mateja Banuška, folklorna skupina osnovne šole ob Dravinji, ljudske pevke Zarja, člani Društva vinogradnikov Dravinjske doline in za smeh v sobotnem dopoldnevu je poskrbel še humorist Gojko Jevšenak. Vrhunec prireditve je vsekakor Blagoslov Mošta, ki je skupaj s toplim županovim Bogračem poskrbel za prijetne trenutke v dobri družbi. Bom tako povedal, bom kar istočasno pozdravil vse v imenu članov Vinogradniškega društva Slovenske Konjice iz področja Zreč. Tako je že prej Ivica povedala, da je letos bilo malo problemov z gnilobo pa to, zato smo mogli malo prej pobrati, ampak jaz sem še pa vseeno računal na pozno trgato, pa sem imel smolo. Ob 11. zvečer me je sosed najdu. Pa sem pa mislil, dobro, če mi ne bo šla pozna trgato skozi, eden je pa še imel, je rekel, da je imel ledeno vino. Pa grem jaz pred enimi 3 tedni taj pa pogledam, je pa Hudir tudi že pobral, tako da tudi ledenega vina letos jaz ne bom imel. Tule noter je pa ena dobra kapljica, tako da sem tutemu našemu, sicer je z naših koncev bolj klatež, ne, smo mal gobec zavezal. Takle približno je takile opravi, ne. Samo je dal, bavbec je dal, ko je dal. Vinogradnike imamo pa tak dobre pa kletarje, da bojo pa že pol naredili, vajo, ko je treba narediti, ne. Tak da je kapljica je, kaka je, pravijo, da je bolj šuhno. Jaz pa rečem, ga bomo pa malo več spojili, da nam bo pač potegnalo te pol, ne. Ja, tako da, takle sem jaz čovla, boj, da nikome neštro, županova, danes tule je na razpolago, samo jaz mislim, da je pa danes največ za šanjko, lejtve so mimo. Ja, če pa že bote dobili za šanjk, tisto me neštro, pa pol letele mal po tudi štonta hite, pa tele na štont Društva kmetic Zarja, ko ziher vam je že kaj keksova potajce zmanjkalo od naznanitve trgatve, pa boste danes frajšne dobili, jutra je spet nedela. Vsi lepo pozdravljeni, hvala lepa za besedo. Vsi znajo prosto, jaz pa moram imeti knjigo. Pa kar začnimo v imenu Božjem, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Predragi bratje in sestre, Boga bomo prosili, naj blagoslovi to vino, ki je sad zemlje in dela človeških rok. Spominjalo nas bo Božje ljubezne do nas, kajti Bog je ustvaril vino, da nas z njim razveseljuje in da nam daje življenjsko moč. Pa prisluhnimo najprej besedi modrosti iz svetopisemske Sirahove knjige. Vino je ustvarjeno ljudem v veselje. Poživljajoče je vino za človeka, če ga zmerno pije. Kakšno življenje ima tisti, ki pogreša vino? Tudi to je bilo ljudem ustvarjeno v veselje. Radost srca in veselost je vino, če se v pravem času zmerno pije. Glavobol, grenkost in sramoto pripravi vino, ki se pije v prepiru in jezi. Pijanost je past za nespametnega, slabi moč in zadaje premnoge rane. Pri pojedini z vinom ne očitaj svojemu bližnjemu in ga ne preziraj v njegovem prešernem veselju. Ne govori mu sramotilne besede in ga takrat ne pritiskaj s terjatvijo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Zahvalimo se Bogu za njegovo ljubezen do nas in ga prosimo, da bi bili vsi ljudje sposobni ljubiti njega in svojega bližnjega. Gospod, hvala ti za vino, ki nas poživlja in v nas budi veselje. Prosimo te, usliši nas. Gospod, hvala ti za naše može in žene, ki nas svojim zgledom vabijo k ljubezni do tebe, do bližnjega in od vsega stvarstva. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse tiste iz naših krajev,
ki v pitju alkohola ne poznajo prave mere, pa tudi za tiste družine, ki trpijo za posledicami alkoholizma. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te tudi, da bi blagoslovljeno vino zaužívali s spoštovanjem in zaupanjem v tvojo ljubezen in dobroto. Prosimo te, usliši nas. Gospod, sprejmi našo zahvalo za letošnjo letino in usliši naše prošnje, da te bomo lahko zmeraj slavili in hvalili po Kristusu našem Gospodu. Amen. Prosimo te, blagoslovi to novo vino. Naj nas poveže s teboj in med seboj, da te bomo neprestano hvalili in slavili. Gospodu vsemogočni Bog, ti vse dobro daješ in ohranjaš. Hotel si, da za okrepčilo in veselje ljudi med drugimi tvojimi stvarmi pridelujemo iz grozdja vino. Tvoj sin Jezus Kristus je na svadbi v Kani Galilejski vodo čudežno spremenil vino, pri zadnji večeri pa je vino posvetil v skrivnost svoje dragocene krvi. Ponižno te prosimo, blagoslovi to vino, da bodo vsi, ki ga bodo pili, prejeli dušno in telesno zdravje in brez konca slavili tebe, delivca vseh milosti, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Naj bo letošnje vino blagoslovljeno v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdaj bi pa prosil, glede na to, da imamo vino blagoslovljeno, da dvignete zadnje plati, pa da zapojemo tisto slovensko narodno, ne glede na to, prej so že eno peli, ampak jaz mislim, da bi bila tista od blaženega škofa Antona Martina Slomška zelo primerna. Veseli hribček oziroma en hribček bom kupil. Pravijo, da ni detonatorja, bom pa kar jaz. Sam ne moram, dok se ni napišu lovštinom. En hribček bom kupil, bom trsek sadil, prijatelj bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje življenje. Dobre volje biti svoje življenje, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Vse teh kitic je še nekaj, ampak jaz vam voščim na zdravje, vsaka naj za sebe na zdravje spije. Drugače pa vino, kot je bilo prej rečeno, tudi zdravilo, predvsem ga pa bojde naj ženske uporabljajo. Če se moški jim slabo nosi, morate kak deci natočiti, pa so čist drugačni. Ker vino je tudi poezija, na zdravje!